Naše društvo ima res že dolgo tradicijo, saj bomo v četrtek, 7. junija, praznovali že 70-letnico delovanja društva na področju celotne Gorenjske, ki jo tudi danes pokrivamo. Kdaj se je društvo pravzaprav organiziralo za slepe in slabovidne, da ste se začeli združevati? Društvo je postalo aktivno že takoj po drugi svetovni vojni, saj vemo, da ustanovljeno je bilo leta 1948, to so bili začetki ali rečemo zametki našega društva, no kasneje, ko se je tudi okrepilo članstvo, se je pa pravzaprav sedež društva prestavil v Kranj, kjer imamo danes sedež, pokrivamo pa vseh 18 gorenjskih občin. No, vaše društvo je zelo aktivno, različne aktivnosti na različnih področjih, kulturnem, športnem, imate tudi ženske, ki se ukvarjajo z ročnimi deli in prav v Prešernovem gledališču se v predverju pripravlja razstava. Res je, mi izvajamo 6 posebnih socialnih programov, ki zajemajo prav vse to, kar ste vi povedali, vsa različna področja delovanja in seveda tudi v četrtek si bodo gostje in vsi udeleženci te naše proslave lahko ogledali tako slike naših slabovidnih slikark in ročna dela, ki bojo razstavljeni v avli Prešernovega gledališča v Kranju. Ob tej priložnosti pa ste izdali tudi zbornik, v kateri je zbrano vse gradivo slepih in slabovidnih, od družabnih dogodkov do različnih proslav, skratka življenje slepih in slabovidnih, ki spremeni kakšen dan na boljše. Res je, v našem novem zborniku, katerega sem prav včeraj prvi izvod dobil v roko, je predstavljeno več kot 20 življenjskih zgodb aktivnih članov našega društva in pa seveda zgodovinski prerez delovanja na različnih področjih v vseh 70 letih. No, in lahko poveva tudi to, da sam kulturni program bo narejen od članov slepih in slabovidnih oseb, ki bodo pravzaprav odigrali prizore iz življenja. Tako, največjo vlogo smo dejansko namenili slepim in slabovidnim, tako da predstavijo nas, sebe in seveda poleg tega bo pa tudi še en pevski zbor, ki pa ga glih ne sestavljajo slepi in slabovidni, ampak pravzaprav že tudi zelo aktivno z njimi sodelujemo dalj časa. Moški pevski zbor Alpina žiri pod vodstvom Andreja Žakla, harmonikar Frank Mlačen, potem kantavtor Aleksandar Novak in pa še Luka Pavlin, ki je bil tudi zelo priden pri zborniku, to seveda ne smem pozabiti povedati, Jurij Vegal in ena najmlajša, Nana Košelnik iz Žirovnice. Res je, veseli smo, da smo lahko pravzaprav program pripravili tako rekoč v glavnini iz lastnih vrst, iz lastnih virov, kar je pa pravzaprav se mi zdi zelo pomembno. In kdaj se dobimo v četrtek 7. junija? Dobimo se v četrtek 7. junija ob 18. uri v Prešernovem gledališču Kranj, vsi skupaj vabljeni. Vabljeni pa so verjetno lahko tudi občani, da si ogledajo kakšen prizorček in verjetno se bo našel tudi kakšen sedež, tako da lahko povabite. Seveda, mislim, da kak sedež se bo našel, sicer v osnovi je prireditev namenjena članom in gostom, ampak kakšen sedež za koga, ki ga prav posebej zanima naše delovanje, se bo pa tudi našel.